Lepo pozdravljeni. Člani sevniškega občinskega sveta so se sestali na redni seji. Osrednja točka dnevnega reda je bil predlog strateškega načrta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za naslednje 4-letno obdobje. Predlog strateškega načrta zavoda KŠTM Sevnica je članom sveta predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Izpostavila je vidnejše projekte in aktivnosti preteklega obdobja, nato pa predstavila strategijo razvoja za posamezno področje, torej za kulturo, šport, turizem in za mladinske dejavnosti. Mi vsako leto delamo tudi finančni in programski načrt, ki predvsem temelji na razpoložljivih virih. Jasno, ni naš vir financiranja samo občina in pa tisto, kar dobimo iz naslova oblikovanja nekih produktov, obiski leteh. Tudi veliko je odvisno od tega, kako uspešni smo na raznih razpisih, da lahko delamo zgodbe, kot je na primer tematska pot Gostje kultura, ki je zadnji produkt iz enega izmed razpisov, na katerega smo se prijavili. Temeljijo pa predvsem na nadaljevanju rednih programov, ki so jih v preteklosti že izvajali. Nekaj med njimi bomo tudi prenovili, če samo izpostavim grad razstave, so že zrele za neko preoblikovanje. Sevniško kuhinjo bomo malo preoblikovali. Festival Modre Frankinje v letošnjem letu beleži 10. obletnico. Želimo, da postane še bolj mednarodno prepoznaven. Prav tako se z mladimi povezujemo na področju izvedbe koncertov, da bi naredili dvodnevno dogajanje. Na turizmu je veliko priložnosti, seveda je pa tam tudi najlažje dobiti neka evropska sredstva, oblikovanje nekih zgodb, prepoznavanje ciljnih skupin, ki nas obiskujejo, veliko promocijskih dogodkov si obetamo tudi z tega naslova. Ob tem morajo spremljati nacionalne smernice, ki so podane za 4 področja dela, saj navsezadnje pokrivajo kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Upoštevati moram, kot že omenjeno, ta letni načrt, resurse, ki so na razpolago, predvsem pa tudi to, da upravljamo z določenimi objekti, kateri moramo dati vsebino, svežino. Tudi upravljanje objektov je nujno potrebno upoštevati pri tem strateškem načrtu njihovo nadgradnjo, potrebujemo tudi kakšne dodatne prostore. Za letošnje leto načrtujejo ponovno odprtje grajske kavarne. Glede na vse pogovore, ki smo jih zdaj imeli, izgleda, da nam bo to končno uspelo. Iskali smo poslovnega partnerja, ki bi nekako prevzel to ponudbo na gradu, vključujoč z vilo. Tudi pri porokah že v preteklosti je bilo to dobra izkušnja, da je zraven sodeloval, tako da nosi nadejamo, da mogoče čez poletne čase pride do kakšnih teh pismenih dogovorov in izvedbenih, tako da se bojo ponovno vse te vsebine lahko mogoče malo širši obliki zopet predstavljale, ne samo pač v tej okrnjeni obliki, kot smo zdaj, brez najemnika kavarne in brez te možnosti partnerskega odnosa za trženje vile bili. Javni zavod KŠTM je pripravil strateški načrt, v katerem opredeljuje tiste naloge oziroma izzive, načrtuje svoje naloge za prihodnje 4-letno obdobje v skladu z zakonom, v skladu s svojim poslanstvom, tako da nekako izpolnjuje družbene potrebe z področja kulture, športa, turizma, mladine kot delno izvajalec programov, še v večji meri pa kot upravljavec objektov, skrbnik opreme in načrtovalec aktivnosti. S temi svojimi aktivnostmi bistveno vpliva na kvaliteto življenja v okolju in nekako zagotavlja stabilno obratovanje javnih objektov v občini Sevnica. Občinski svet je strateški načrt podprl. V zavodu KŠTM Sevnica je sicer trenutno 15 zaposlenih, njegov letni proračun pa se giba med 700 tisoč in 900 tisoč evri. Župani posavskih občin so se sestali na izredni seji sveta regije Posavje, na kateri so obravnavali osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Strinjajo se, da osnutek strategije ne prinaša nič dobrega za regijo. Posavski župani so vsi po vrsti kritični do predstavljenega osnutka strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki so ga predstavili na Ministrstvu za okolje in prostor. Po omenjenem osnutku predlagajo 8 širših mestnih središč, v katerem ni posavskih mest. Med usmeritvami za urbani razvoj kraje umeščajo v središča 4 različnih ravni. V središča prve ravni spadajo Ljubljana, Maribor in Koper, ter v središča druge ravni Celje, Kranj, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje. Krško in Brežice sodita v središča tretje ravni, Sevnica je na 4. Prostorska strategija prinaša ponovno siromašenje Posavja in pa občin.
Mogoče samo dve stvari, ki jih prav da izpostavim. V tretja raven mest več ne omogoča splošnih bolnišnic, ampak samo še specializirani, kar pomeni seveda, da bo vsaj en del oddelkov v brežiški bolnišnici se ukinilo. Po novi strategiji vnaša nižji nivo urbanizacije podeželja in pa seveda ne predvideva tudi razvoja, predvsem kar se tiče letališča, Feniksa in pa ostale stvari. Niso prepoznali, naprimer, če omenim samo, če govorimo o energetski regiji, da niso prepoznali jedrske elektrarne, niti njenega razvoja. Seveda pa tudi kot mesta ne moramo biti zadovoljni, kajti uvrščenost v mesta tretje kategorije, čeprav izpolnjujemo pravzaprav pogoje za uvrstitev v drugo kategorijo, nekako lahko iz teh velikosti mest in obstoječe sheme razpoznaš, da se pravzaprav tukaj skriva podoba organizacije regij po mestnih občinah in da nekako mestnih, torej naše velikosti, torej ne samo občine Krško, pa tudi Brežice in Sevnice, ne prepoznajo kot neke razvijajoče se entitete, kjer imamo pravzaprav že izpolnjene vse pogoje, da bi lahko bili v višji kategoriji. Kar dolgoročno pomeni zastoj v razvoju, še dodaja Stanko. Nenazadnje treba vedeti, da celotno Posavje predstavlja večjo entiteto, večje področje in regijo, kot je pa celotna Koroška, tako da naši spokrivici zanemarjajo tukaj noter in na nek način tudi dolgoročno odrejajo, da ne bo nekega razvoja. Veliko pripomb na osnutek strategije prostorskega razvoja imajo tudi v Sevnici. Če se osredotočim samo na nekaj takih, to je prometna povezanost, državna cestna mreža, prometni razvoj v tistih območjih, ki smo nekoliko odmaknjeni od avtocestnega križa, je podcenjen, kajti kot industrijsko območje potrebujemo ta razvoj. Ocvirk izpostavlja tudi hidroelektrarne. Ravno tako pa je zaustavljena gradnja hidroelektrarn na Spodnji Savi. Mi smo na tej meji in smo zelo zainteresirani tudi za ta razvoj v smeri Posavje navzgor in izostaja. Sevniški župan ocenjuje, da je osnutek prostorske strategije protiutež pokrajinski zakonodaji. Cilj pokrajinske zakonodaje je sorazmeren razvoj vseh območij v državi. Ta strategija pa nekako centralizira in formalizira centralističen razvoj, ki temelji predvsem na enem ali pa nekaj centrov v Sloveniji. Dogovorili smo se, da bomo vse občine pripravile predloge in probali se to nekako še enkrat na seji regije uskladiti in potem poskušati proti državi, če bomo kaj dosegli. Vidimo, da smo nekako odrinjeni iz tega prostora, vsi ti večji projekti, ki naj bi v Posavju bili, so izključeni. Potem mi kot podeželska občina seveda se tudi borimo za podeželje, tudi vidimo, da ni nekaj napredka, da gre se nazaj, da hoče ukinjati to, kar je že do zdaj narejenega. Seveda, pridružil sem vsem županom, da bomo kot regija močni, enotni, če bomo kje kaj lahko premaknili. Javna razprava o osnutku dokumenta in o pripadajočemu okoljskemu poročilu bo sicer v Sloveniji potekala do 15. marca. Župani vseh 6 posavskih občin so v Bistrici ob Sotli pripravili tradicionalno ponovoletno srečanje z novinarji. Predstavili so najpomembnejše projekte v minulem letu in načrte za letošnje leto. Župani občin Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki so na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji predstavili najvidnejše projekte v minulem letu in podrobneje spregovorili o naložbah predvidenih za letošnje leto. Gostitelj tokratnega srečanja je bil župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak. Kot pravi, so lani pristopili k projektu hidravličnih izboljšav, ki bo letos veljal za osrednjega v občini. Zelo težko je bilo pridobiti vsa soglasja, to je bilo res eno težje delo, vendar imamo izbrana vsa soglasja, tista, kar se pač dalo, in gradbeno dovoljenje je pridobljeno, tako da bomo v letošnjem letu in naslednjem letu že lahko šli v izvedbo. Zdaj se čakamo še, da bo gradbeno dovoljenje dobilo tudi Brežice, ker smo skupaj, ampak rok je 22, torej mi bomo ta hidravlične izboljšave zanesljivo izpeljali. Glavnina investicij, ki bodo znašale v letošnjem letu skupno približno 17 milijonov evrov, to je toliko je predvideno v proračunu, naj bi se vrtele. Eno je na področju komunalne infrastrukture, potem na področju cestnega programa,
Tukaj je kar precej denarja predvidenega, seveda pa glavna investicija je vrtec Senovo in pa knjižnica Krško. Te dve investicije pomenita kar velik zalogaj za naš proračun. To je glavnina ali pa skelet teh investicij. Seveda pa je veliko tudi manjših, predvsem na področju urejanja ulic, potem različnih projektov, ki jih bomo tudi, se pravi dokumentacije, ki moramo pripraviti, tako da bo leto kar precej intenzivno. V Brežicah proračuna še niso sprejeli, vendar predvidevajo, da bodo za naložbe v tem letu namenili približno 17 milijonov evrov. Največji projekti bojo 2 vrtca, to je v Artečah in pa v Dobovi, potem nadaljevanje mosta čez Krko, z direkcijo urejamo pločnik predvsem v Slovenski vasi, prav tako z Morsom urejamo most leseni predvsem preko Krke v Cerkljah in pa seveda bo še precej drugih projektov po vseh krajevnih skupnosti. V občini Sevnica je za leto 2020 načrtovanih kar nekaj projektov, ki so pomembni za njen razvoj, tako v izvedbeni kot v fazi projektiranja. Trenutno zaključujejo z obnovo bazena. V lanskem letu je bila prenovljena bazenska školjka, v letošnjem letu strojnica, tako da je ta 33 let star bazen v celoti prenovljen, kar je velika pridobitev. Žal se na zunaj ta pridobitev ne vidi. Skupna vrednost posodobitve bazena pa je 1 200 000 evrov v 2 letih. Kostanjeviški župan Latko Petretič pravi, da je za njimi politično in razvojno eno najbolj uspešnih let v času njegovega županovanja. V Kostanjevici na Krki so lani sklenili pogodbo o nakupu Kostanjeviškega gradu, kjer pod okriljem galerije Božidar Jakac domuje Lamutov likovni salon. Zaključili so tudi z energetsko sanacijo osnovne šole. Nedavno pa so sprejeli proračun za letošnje leto. Posavski župani so mnenja, da je sodelovanje med občinami dobro, a dodajajo, da je vedno možno še kaj izboljšati. Jaz mislim, da predvsem na teh nižjih nivojih, pa naj bojo to zavodi, naj bojo to društva in pa vseh ostalih. Dejstvo je, da nekako pri teh krovnih velikih projektih se še dogovorimo, potem ko pa treba kakšne manjše projekte sestaviti, pa ni. Zato tudi več ali manj vsaj opažamo mi kot občina sami kandidiramo na Evropsko komisijo in da imamo projekte ostalih partnerjev v Posavju je pa zelo malo, ki se temu priključuje, tako da jaz mislim, da je tu še veliko možnosti. Jaz sem prepričan, da smo svetovni vzor v slovenskem prostoru glede sodelovanja, kajti se je že naredilo. Seveda mnenja včasih so različna, da smo se zaprli sami v sobo, se pogovorili, si razdelili ta pogača, kakršnakoli je, in nisem prepričan, da takšnega sodelovanja si lahko želijo tudi preostale regije in jim želim, da pridejo včasih pogledati k nam, kajti tukaj res najdemo vsak svoj prav in lahko reče samo hvala županom in ostalim občinskim upravam, da lahko funkcioniramo na tak način, kot funkcioniramo. V občini Radeče se po zatišju v preteklih letih sicer znova pospešeno ukvarjajo s pridobivanjem evropskih sredstev za sofinanciranje večjih projektov, ki jih občina sama ne bi mogla izvesti. Med večje projekte sodi dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema, pa tudi ureditev kolesarskih poti med Vrhovim in Hotemežem ter obnova fasade na stavbi kulturnega doma. V načrtu je tudi ureditev parkirišč v bližini zdravstvenega doma. Poglejmo, kaj je najbolj zaznamovalo preteklo leto v občini Sevnica in kaj jih čaka v letu 2020. Delo in dosežke sevniške občine je predstavil župan Srečko Ocvirk, ki je povedal, da je bilo v letu 2019 veliko doseženega. Eden večjih projektov urejanja omrežja občinskih cest je bilo urejanje Kvedrove ceste v Sevnici. Gre sicer za 2 ločeni investiciji, sofinancirani strani države in Evropske unije iz kohezijskega sklada. Na tem območju je na novo urejeno parkirišče z 42 parkirnimi mesti v neposredni bližini železniške postaje. Največji investicijski projekt na objektih športne infrastrukture pa je bila obnova bazena Sevnica. Trenutno se zaključuje druga faza, obnova strojnice bazena. V letošnjem letu pa bomo pričeli z dograditvijo vrtca v Sevnici, kajti potrebe izhajajo iz rasti števila otrok, kot tudi vključenosti otrok in priprava na širitve verjetno v Boštanju, zagotovitev zemljišč za širitev, pa tudi priprava na projektno dokumentacijo
kajti število otrok vključenih še vedno stalno raste in to potrebo izpolnjujemo v tem letu. V letošnjem letu intenzivno pripravljajo projektno dokumentacijo za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov. Tukaj že imamo izdana gradbena dovoljenja. Na vodooskrbi pričnemo z izvedbenimi deli v letu 2020, z samim projektom in nadaljujemo v 2021. V letošnjem letu načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja za nadvoz na Savsko cesto, ki je bistven projekt za ureditev industrijske cone na Savski cesti in poslovne cone v Šmarju, tistega dela, ki še ni kot poslovna cona vzpostavljen, s tem projektom uredimo. Tekle bodo tudi priprave na projekt ureditve železniške postaje v Sevnici. Parkirišče P+R, ki je bilo v preteklem letu izvedeno, je prvi del te faze, prva faza tega projekta. Z nadaljnjim projektiranjem pa želimo, da v sodelovanju z Ministrstvom za promet se uredijo še dodatne parkirne površine, avtobusno postajališče večje, kot je bilo vzpostavljeno, predvsem pa podhod in podvoz na Savsko cesto, zato da bodo lahko pešci, potniki varno prečkali železniško progo in da ukinemo nivojske prehode na tem delu. Tako da ta projekt želimo pripraviti projektno dokumentacijo do realizacije. Letos bodo izvedli ukrepe za ureditev poplavne varnosti v Šmarju. Gre za projekt, ki ga izvajajo v sodelovanju z Direkcijo za vode. Poplavna varnost Sevnične v Šmarju je zelo pogosto, je ta del mesta izpostavljen poplavam. Gre za ureditev prve faze v najbolj urbanem delu Sevnice oziroma v tistem delu, kjer je ogroženost največja. Projekt bo težak skoraj 2 milijona evrov in nekako prinaša ureditev tistega dela, ki v sklopu hidroelektrarn ni bil urejen in ni bila urejena poplavna varnost. V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo pa občina sodeluje pri projektu premostitvenega objekta na Logu. Direkcija nadaljuje s postopki. V letu 2020 želi zaključiti s projektno in drugo dokumentacijo in pričeti pridobivati zemljišča, da bi lahko leta 2022 nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi. To je za nas izredno pomemben projekt, kajti Sevnica na tak način dobi funkcionalno obvoznico. Po izgradnji mostu Log se ukinejo 3 nivojski prehodi in tudi cesta od rondoja za most Log do rondoja v Šmarju postane občinska cesta, mestna ulica, na kateri ne bo potrebno več dovoljevati tranzitnega tovornega prometa in bo predvsem namenjena ta ulica tistim prebivalcem mesta, občanom, obiskovalcem lokalov. Kar bo bistveno izboljšalo kakovost bivanja ob tej cesti, predvsem v starem mestnem jedru, še dodaja sevniški župan. Tončkov dom na Lisci je za obiskovalce od 1. februarja zaprt. V času izvajanja obnovitvenih del bo občina Sevnica izvedla javni poziv za oddajo ponudb za najem Tončkovega doma, ki bo vnovič odprl svoja vrata predvidoma v mesecu maju. Po odpovedi najemne pogodbe dolgoletnega najemnika in oskrbnika Tončkovega doma na Lisci bodo najprej stekla obnovitvena dela, ki bodo predvidoma trajala 3 mesece. Je pa že bil objavljen razpis za novega najemnika, kajti cilj je, da v tem prehodnem obdobju stečejo vsi postopki in da s prvim dnem možnosti že prične z delom novi najemnik. Pogoji razpisa so podobni, kot so bili dosedanji pogoji poslovanja. Najemnina ostaja enaka. Pogoj za odprtje gostinskega lokala je najmanj 5 dni v tednu, predvsem obvezno odprtje v petek, soboto in nedeljo, skrb za programe, skrb za dobrobit okolja, športnikov, rekreativcev, planincev in ostalih gostov na Lisci. Verjamem, da je to tako atraktivna točka, da bodo zainteresirani zagotovo prišli na to točko. V času obnove Tončkovega doma bo za gostinsko ponudbo skrbela Kuhna na kolesih, gostinstvo Jože Grajželj, ki bo odprta v petkih, sobotah in nedeljah. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled dogajanja v občini Sevnica. Hvala za pozornost in nasvidenje.